Marseille, Marseille, Marseille. Pridem z busom v Marseille, na glavno avtobusno postajo in zagledam tole. To mi je bil kar šok, moram reči. To videti mi je bil šok in sem že bil tako, ne, ta Marseille. Začnem hoditi proti svojem hostlu, skozi te ulice neke in mi ni všeč, kar vidim do zdaj. Veliko je smeti, vroče je seveda še vedno, ampak ajde, ni to Marseille kriv. Ampak veliko je enih smeti, veliko je teh ljudi, ki so samo po nekih ulicah in tako, kada hodaš skozi nek geto. Pridem jaz do nekega lepšega dela, do morja in tle je neko dogajanje in je malo boljše, ampak je toliko vroče, da jaz sam želim priti do hostla. Na tej poti do hostla še srečam na eni ulici, tako ljudje plešajo. Pridem jaz do tega svojega hostla in dnevna, taka neka starinska, mi je všeč. Všeč mi je dnevna soba. Pridem v sobe not in te postelje in soba ni glih najboljša. Grem po tuš. Hostel. Glej se stuširal. Takoj, ko sem prišel v Majster, se zunim Axe body spray. Tuširal se je s tem, ni se tuširal tam, ki bi se imel. Tako izgleda en tak capa, cup, tle gor jaz spim in tam sta še dva in še bathroom, MTV Cribs, that's it. Grem v kuhno, da pojem in ko jaz jem, slišim, da se te neki popotniki pogovarjajo tam v dnevni sobi. In nek majster razlaga, kako je on zdaj že 6 mesecev potoval, kako je bil tam, pa tam, pa tam, da je pocen v Južni Ameriki. In se jaz, ko pojem, tako pridem, da se jim pridružim, bile so še neke Angležinje in Angleži in potem smo se malo tam pogovarjali. In je bilo kar fletno. Prvič sem bil v nekem stiku na tem potovanju z temi popotniki, s temi ljudmi, ki tudi potujejo. Lepo sem se podružil z njimi. Celo zmenili smo se, da se dobimo še čez 2 uri v nekem lokalčku, ki je zraven v garaži od tega hostla. In jaz grem vmes, da operem svoje majice. Operem to svojo modro majico, jo obesam na ograjo pred hostlom. Grem nekaj nazaj not, ko je bil čas, da grem na ta druženje, grem mimo te ograje, ni moje majice. In sem rekel, evo ga, pridem v Marseille, ni mi bil všeč, cel vibe in mi ukradejo majico v Marseillu, ampak hitro sem pol, boš majica, pa telefona, pa denarnica. In v redu, grem na to druženje, se pogovarjamo nekaj časa in tako jaz začnem, ta Marseille mi ni toliko všeč, tako pridem in mi ukradejo majico, tam sem oprl majico, sem jo dal modro majico na ograjo. In tako model mene gleda, ki je prej razlagal, kako je potoval 6 mesecev, nek Izraelec, nek vojak. In on tako, modra majica? Iz Decathlona? Jaz tako, ja. Na ograji? Ja. Niso ti ukradli, jaz imam isto majico in sem jo vzel, sem mislil, da je moja. Tako da sem dobil majico nazaj. To je bilo kar smešen. Še naprej smo se tle družili in pogovarjali. Pol je en model rekel, da on gre na en sončni zahod, pa če bi šli z njim. Kao neka cerkev na nekem hribu imaš ful lep razgled. Mi smo bili za in smo se to zmenili in potem smo šli na ta sončni zahod. Majster je rekel 15 minut, zdaj smo na pol hriba in ni. Je že minil 15 minut. Ja, hodimo v ta hrib, velika skupina nas je,
Te trije zraven so tudi del te skupine, ampak kar je bilo meni bolj zanimivo je, da ta v sredini je bila ena taka simpatična ženska in temu Angležu, temu visokemu, je bila zelo všeč. In jaz mislim, da on imel šanse tle. Tako da sem to z veseljem opazval, kar se odvija. Gremo naprej. Pridemo tle gor in čudovit razgled. Vidi se tam morje, tlele mest. Tako da sem bil kar očaran s tem in je bila super odločitev ta pohod. To je bilo kar lepo. S tem se mi je Marseille malo nazaj prikupil. Tam od spodaj dol so trenirali nogometaši, tudi stadion od Marseilla se vidi. To je bilo kar luštno. Še neke Američanke so prišle mimo, pa smo se nekaj pogovarjali iz Kalifornije. Tako da ta izlet na ta hribček je bil kar zanimiv. Po sončnem zahodu gremo mi nazaj v hostel in v hostlu ta lokalček, ki je v tej garaži, ima tudi neke družabne igre in neke tudi tako igre in pa smo se tam še družili in pridejo eni Avstralci in se začnemo igrati enko, se mi zdi. In te Avstralci so me čisto navdušili, tako res so tako kurski so, res so kul ljudje. In pa smo se ful hecali z njimi, pa neki trije mladi Avstralci potujejo po Evropi že en let. Jaz ne vem, tako mi jih sprašujemo, pa od kje vam denar? We work, pa tako 21 let star, ma kaj si ti delal? Najamejo jadrnico za en mesec, potujejo sam z jadrnico. Pač neki bogati naj. V redu, to vse je ful lepo in med tem druženjem se oni začnejo pogovarjati, da gremo ven. In se ful pogovarjajo, da gremo ven. In pol, ko smo prišli nazaj not v hostel, tako jaz sem itak pač vedel, da ne bom šel zraven, ker jaz moram zjutraj vstati in na bus in grem naprej v Montpellier. Ampak vseeno tako me je zabolel, ker mi je ta Izraelec mi je rekel, jaz se ti ne greš, a ne? Kao, da sem prestar. In to sem bil tako, ti meni. Ampak v redu, no. Sem prebolel hiter, ker mi res ni bilo za iti. In to je bil ta Marseille. Pol sem šel spat.